Dober dan in pozdravljeni na srečanju Društva oglarjev Slovenije, ki ga letos s ponosom in seveda častjo gostimo v Mislinji. Naša občina je od nekdaj povezana z oglarstvom. V sedanjih časih to tradicijo povezujemo z občinskim praznikom, ko s prižigom kope otvarjamo vsakoletno praznovanje, vse od leta 1983 oziroma 1987. Iskreno gostoljubje in dobrodošlico v imenu občine Mislinja in turističnega društva Mislinja izrekam seveda vsem gostom, govorcem, predavateljem tega srečanja, še posebej pa predsedniku Oglarjev Slovenije, gospodu Jožetu Prahu. Fermci tudi kar precej hodimo po naših gozdovih, zato smo se z veseljem odzvali tej temi našega praznika z dvema razstavama, prva je od buke do kope. Pozdrav vsem, ki ste se danes vzeli čas in prišli na to prekrasno razstavo. Ta oglarstvo, veliko smo že tudi slišali o njem, ampak letošnje leto je leto, ki mora občina Mislinja oziroma občina Mislinja gosti vso slovensko oglarstvo. In tudi na tem mestu je lepo pozdravljam gospoda Jožeta Praha. Lepo pozdravljeni. Trije smo prišli iz Ljubljane, Darjan, ki tam snema in bo pravzaprav naredil zapis tega današnjega lepega srečanja, Marija, ki je človek narave, in jaz sama, ki sem vodja tega našega središča, ki se ukvarja z ozaveščanjem. Ozaveščanjem predvsem o pomenu učenja. Andragoški center je pač krovna ustanova za spodbujanje izobraževanja odraslih. Spogledujemo pa se vedno pri našem delu z vseživljenjskim učenjem, ker trdimo, da je treba začeti že pri najmlajših in potem skozi vso obdobje šolanja krepiti radovednost, krepiti veselje z učenjem in to potem seveda s tem tudi nadaljevati v odrasli dobi, vse tja do konca, do našega prehoda. Kar še bolj povezani z gozdovi in to temo, ki se ji predajamo danes. Pozdrav in pa beseda pa zdaj tudi vodji območne enote Slovenj Gradec na zahodu za gozdove Slovenije, gospodu Branetu Gradišniku. Pozdrav v imenu območne enote Zavoda za gozdove v Slovenj Gradcu. Zdaj, jaz imam danes tu še eno posebno nalogo. Na to srečanje je bil povabljen tudi direktor Zavoda za gozdove. Nažalost se je opravičil, se tega srečanja ne more udeležiti, seveda vam pa vsem želi prijetno druženje in pa čim več teh pozitivnih, lepih izkušenj z oglarji. Zdaj, seveda, danes združujemo v bistvu dva dogodka. Eno je občinski praznik, začetek praznovanja občinskega praznika in jaz bi ob tej priložnosti vsekakor čestitil županu, predstavnikom občine in pa seveda vsem občanom ob tem občinskem prazniku in zaželel prijetno praznovanje. Vračam se nazaj in ko misliš, da si prišel, si le na pol poti. Želim si spred domov, tu zavedno bom ostal. Mislinja moj rojstni kraj, ti si zame raj. Danes smo tukaj se zbrali. Moja naloga danes je, da spregovorim par stvari o oglarjenju danes v Sloveniji in pa v evropskem prostoru. In slovenski oglarji smo se povezali. Zapisali smo projekt v letu 1999 in skupaj smo se začeli srečevati prvič leta 2010. No, danes tukaj 24 Mislinja, naslednjo leto Nova Gorica, leta 26 Selca in tako naprej. Zelo me veseli, da lahko v imenu Kulturnega društva Jože Tisnikar Mislinja danes gostim oziroma pozdravim in povem več kaj o Tisnikarju kot slikarju, kot našemu domačinu in o tej prelepi stari domačiji, kjer se je Jože Tisnikar rodil. Veseli me, da prihaja k nam Zveza oglarjev Slovenije in Andragoški
zavod. V Mislinji gostimo srečanje članov oglarskih krajev Slovenije. Zdaj, najprej smo jim uvodoma predstavili film, predstavili oglarstvo v Mislinji, kako so pri nas delali, malo o gozdovih, skratka pester program. Zdaj pa nekateri, ko prvič obiščejo Mislinjo, smo jih pripeljali tudi do Tisnikarjeve hiše in nadaljujemo pot do Zoisovega parka. Zbralo se je kar nekaj ljudi, kar nas veseli, saj je pomembno, da se ta tradicija ohranjanja naše kulturne dediščine ohranja in gre potem iz kraja v kraj. Letos je Mislinja tista, ki gosti vse, bom rekla, vse slovenske kraje, ki se ukvarjajo ali so kakorkoli povezani z oglarjenjem. Naslednjo leto pa predajamo štafeto Novi Gorici. Na današnji dan 14. junija gostimo Društvo oglarjev Slovenije v Mislinji. S tem smo tudi nekako pričeli uradno z praznovanjem praznika občine Mislinja in ga bomo danes zaključili s prižigom kope na Cestnikovem Kuglu. Sem zelo vesel, da se je strokovnega dela predavanja o oglarstvu udeležilo zelo veliko ljudi iz cele Slovenije in smo nekako tudi to priložnost izkoristili, da jim pokažemo še druge lepote Mislinja, kot je Zoisov park in pa seveda galerija Kavka Jožeta Tisnikarja. Že dolgoletna tradicija, mislim, da je že to od 87. leta naprej oziroma 84. To je tudi simbol našega občinskega praznika. S tem prižigom kope dejansko mi pričenjamo uradno občinski praznik, ki pa seveda vemo, da že traja en teden. Jaz se moram na tem mestu res zahvaliti vsem, ki so pomagali pripravljati to kopo, vsem društvom, ki bo sedaj dežuralo celi teden. Vemo, da mora biti tu 24-urno dežurstvo in društva so se res odzvala, zato je iskrena hvala, da pridejo, pomagajo, konec koncev, da skupaj ustvarjamo naš občinski praznik, se veselimo, kajti smo bitja, ki rabimo družbo in v tem času je trenutek, da se malo sprostimo pa malo pogovorimo. Včasih je bila kuhanje ogla nujna potreba za kovačijo, to je že zelo dolgo nazaj, ker so tu kuhali oglje. Vemo pa tudi, da je, kar se tiče občine Mislinja, več kot 70% gozda. Se pravi, da je prav, da živimo z naravo, da jo spoštujemo. Moram povedati tudi, da smo v letošnjem letu ustanovili regijski park Pohorje, se pravi, da zaščitimo naravo. Ustanovitelj je 6 občin in pa država. Zato sem tudi zelo vesel, da je do tega prišlo in verjamem, da bomo s tem še bolj prepoznavni. Danes vidimo, da je fantastičen dan, fantastično verjamem, da se boste imeli. Bi se rad tudi vam, gospod župan, tukaj v Mislinji in pa turističnemu društvu oglarjem tukaj zahvalili tudi z 2 slikama, oglarskima slikama za ta dogodek, da nas častite tukaj. Kot rečeno, že od leta 2010 Roma od oglarjev do oglarjev
kipec oglarja, ki ga je tudi izdelal kolega Brane in evo, ta je tukaj. Vedno so ga dobro čuvali in seveda zdaj prosim pa domače oglarje, ko ga bo prevzel. Evo. In predajamo ta kipec v vaše roke in jaz verjamem, da bo